No, še eno temo bi tukaj morda odprl, in sicer razširitev tako Ohmovega zakona kot razširitev Joulovega zakona. Jaz bom ta Ohmov zakon tukaj obdelal, za Joulov zakon si boste pa malo tudi v knjigi pogledali, jaz bom samo z besedami malo to osvetlil. Torej, razširjen če smo že takole navajeni te naše interne naslove podčrtavati, ne. Ja, v čem je zdaj ta razširitev? Glejte, ko smo razmišljali o tem Ohmovem odnosu, smo imeli v mislih verjetno ta konduktivni kanal, rečemo koš žice, tako kot je pri Ohmu tudi bilo, a ne. In seveda na delu je bila električna sila, tej je pa nekako kontrirala sila upora kot posledica trkov. No, zdaj tisti delec, ki se premika skozi snov, pa pravzaprav nič ne ve, katera sila ga pomika, lahko bi ga tudi kakšna druga, ne samo električna. Lahko je neelektrična, lahko je magnetna sila. To se pravi, da če bi želeli biti malo bolj splošni, bi to razširitev Ohmovega zakona razumeli kot razširitev še na druge sile. Rečemo tudi magnetno silo. To se pravi, če takole zapišemo, J je gama krat. Zdaj bom pa dodajal, kot boste videli, ne, še druge sile. No, začeli smo naša, rekel, razmišljanja s tistim uvodno temo, Lorenzova sila, a ne, električna, magnetna, in smo rekli, da je to sila je razlog, da začnemo govoriti o ozadju. A ne. Torej, če imamo v mislih Lorenzovo silo na nek delec, a ne, v takle zaviti oklepaj običajno postavljam relacije, ki smo jih enkrat že imeli, a ne, naboj krat E plus V vektorsko B, a ne. To se pravi, če želimo biti nekoliko širši, občejši, a ne, potem bi bilo treba razumeti E v takole razširjeni obliki, ne, da temu dodamo še en člen, ki nosi, rekel, magnetni učinek. To se pravi, bi tukaj pisali V vektorsko B, ker je pa V hitrost gibanja nosilcev, tega pa lahko izrazim tudi kot J z rho V, a ne, tudi gostota toka, deljeno z prostolinsko gostoto teh nabojev, a ne, krat B. To se pravi, tale razširitev s tem dodatnim členom je pravzaprav posledica, ne, uvoza pravzaprav generalne elektromagnetne sile, ne samo električna, tudi magnetna. No, pa tule pravzaprav lahko še nekaj dodamo. Če se malo spomnite, ko smo se ukvarjali z modelom napetostnega vira, smo rekli, da imamo mehanizme, ki jih ne moramo pripisati delovanju električne ali magnetne sile, to se pravi, imamo neke tretje mehanizme ali pa tretje sile, ki so tudi sposobne razdvajati naboje. Kar nekaj primerov smo našteli, ne, in tiste sile smo pa proglasili kot neelektrična ali nemagnetna sila, imenovali smo jo tudi generatorska sila, ki deluje v tistem prostoru, kjer pač imamo nosilce. Ne. Se pravi, bi tukaj zraven dodali še kratko malo plus EG, to je normirana neelektrična sila. No, in tole, a ne, bi lahko nekako proglasili kot razširjen Ohmov zakon. Ne. To se pravi, če se jaz, rečemo, prestavim noter v elektrolit ali pa v nek akumulator, v neko baterijo, tam imam pač specifično prevodnost, kaj pa vem, raztopine, ampak v tistem ambientu imam na delu to silo in to, morda tudi magnetno. A ne? Zdaj, jaz sem, da mi ne bomo šli v ne vem kakšne, bi rekel, primere razčlenjevanja, ker ni naš namen. Naš namen je tukaj opozoriti pravzaprav širši pogled na to Ohmovo relacijo. Da znamo to relacijo umestiti
še v neke nove konstelacije, ki so za nas elektrotehnike pomembne. Ne bomo zdaj razčiščevali, kdaj bomo tale člen upoštevali, kdaj pa ne. Vam bom tukaj samo z besedami povedal. Takole, glejte, saj če to enačbo malo drugače zapišemo. J z gama, pa še ta člen nesem na drugo stran, minus J z rho V krat B je enako E plus EG. No, tukaj se zdaj kaže, se kaže ta dva sumanda, ki imata v sebi noter tokovo gostoto. In zdaj bi človek rekel, ja, zdaj moramo pa presoditi, kdaj bom samo tega uporabljal, morda kdaj samo tega, kdaj pa oba. No, izkaže se, da je v večini elektrotehniških slučajev tako, da je tale člen zanemarljiv proti temu. Izkaže se, da je tale člen mnogo močnejši od desnega člena, če sam tako simbolično nakažem. Namreč, gledajte, gostota B, v naših žicah ta gostota B je običajno, kaj pa vem, to so reda militesla, to se pravi 10 na minus tretjo. Gostota naboja, če smo za bakelj, rečemo večkrat že na tabli imeli, je tam 10 na 10. To se pravi 10 na minus tretjo, 10 na minus 10, to se pravi, da je tole 10 na minus 13. Ena z gama je pa reda velikosti 10 na minus 8. To se pravi, tukaj imamo 10 na minus 13, tole imamo pa 10 na minus 8. To se pravi, je očitno ta člen močnejši od tega. To se pravi, v takih primerih pišemo takole, da je J z gama enako E plus EG. Ali J je enako gama krat E plus EG. Torej, za naša nadaljna razmišljanja bomo Ohmov odnos zapisovali tudi takole. Ja, seveda, ta zapis bo aktualen kdaj? Kadar sem jaz v ambientu, območju, prostoru, kjer sta na delu tako električna kot neelektrična sila. No, ta enačba, boste videli, bo zelo pomembna in pravzaprav ključna, ko bomo definirali oziroma opredelili realni vir. Zaenkrat poznamo opredelitev idealnega vira, pri realnem viru bo pa ta enačba igrala pomembno vlogo. Pa ne samo v tem semestru, tudi v drugem semestru boste videli, da bo tale formalna razširitev pomembna za pojasnitev pravzaprav dogodkov oziroma za celovit vpogled v stvari. Tako, no, seveda lahko razmišljamo o razširitvi tudi Joulovega zakona, to bi vas pa povabil, da pogledate kar sami v knjigi. Gre se prav za to, da v luči te razširitve vidimo tudi, bi rekel, kaj je s tem produktom J krat E, kaj on predstavlja, in da imamo tukaj zraven potem še en dodatni sumand, ki predstavlja pa moč neelektričnih sil pri razdvajanju. To se pravi, produkt J krat E, kot boste takrat videli, je razlika dveh. To se pravi, produkt J krat E je moč sproščanja toplote na tistem mestu minus moč neelektričnih dejavnikov. Torej, produkt J krat E se bo kazal kot razlika moči. Na eni strani toplota, na drugi strani moč neelektričnih dejavnikov. No, to si bomo itak kasneje pri Telegenovem stavku pogledali na nivoju električnih vezij, tako da vas ne bi zdaj s tem obremenjeval.